Frekvenca gre na ekskurzijo. To pa je laboratorij z razgledom. Tako. Jaz, ko sem to videla, resnično sem imela kurjo pot. Ja, zdaj se nahajamo pri eni največjih razpok na plazu Urbas. Se pravi, ste bili privilegirani, da ste to videli. Ekskurzija. Namib, najstarejša puščava na Zemlji. V nekaterih predelih ni deževalo že leta, puščava pa slovi po največjih peščenih sipinah na svetu. Na prvi pogled prazna, tiha, brez življenja, a če pogledate od blizu, lahko najdete izjemno pestrost živih bitij, tudi nekatere endemične vrste. Zaradi svojih posebnosti velja za svojevrsten naravni laboratorij, v katerem raziskujejo tudi slovenski znanstveniki. Med drugim iščejo odgovore na vprašanja, kako se bodo vrste v prihodnje prilagajale na podnebne spremembe. V Namibijo, državo na jugozahodu afriškega kontinenta, nas peljeta Sem Ana Marija Žagar, raziskovalka na oddelku za raziskave organizmov in ekosistemov na Nacionalnem inštitutu za biologijo. Sem Eva Turk, prav tako sem raziskovalka na istem oddelku in se primarno ukvarjam z evolucijsko biologijo. Njuno izhodišče je raziskovalna postaja inštituta Gobabeb v srcu namibske puščave, ki je približno 1,5 ure vožnje po makadamski cesti oddaljena od najbližje civilizacije. Torej, če se postavimo tja, nam piha topel veter, lahko nam nese pesek v oči, slišimo, če smo blizu oceana, lahko valove in pa tudi kdaj zelo pogosto zjutraj srečamo meglo, tako nekako. Raziskovalna postaja je tudi mesto, kjer se stikajo 3 svetovi. Peščene sipine na jugu, kamnita puščava na severu in prazna, vendar zelena rečna struga reke Kuisep, ki teče le nekaj dni v letu. In to je bilo tudi eno od ključnih vprašanj našega raziskovanja. Torej, kako se organizmi, predvsem ektotermni, tisti, ki nimajo stalne telesne temperature, spopadajo z to kombinacijo uravnavanja temperature in pa iskanja vode in smo lahko na tem območju imeli en tak zanimiv poligon za raziskave. In pri tem jih je zanimal poseben fenomen v tamkajšnji puščavi – megla. Ja, prav ste slišali, megla v puščavi. V puščavi, kjer ne dežuje po nekaj let zapored. Ampak skoraj vsako jutro se v Namib iznad Atlantika prikrade gosta bela megla. Ja, jaz moram reči, da meni je bila ta megla v puščavi ena bolj zanimivih stvari, ki sem jih kdaj videla v življenju osebno. Res me je popolnoma pretresel, ko sem prvo jutro tam na postaji raziskovalni, sem se zbudila, stopim ven, da malo pogledam okrog podnevi, kako izgleda in ne vidim nič. In je bilo dejansko kot oblako, no, recimo, da se je 10 metrov naprej videl. In vedela sem, da je ta megla, ampak nisem pričakovala, da bo tako, kot je. Predvsem zato, ker veš, da je čez dan 40 stopinj zunaj. Ja, megla je predvsem zelo, zelo zanimiva iz tega vidika, da ko si predstavljamo puščave, si res predstavljamo nek suh habitat, vendar če takšna puščava leži ob morju, je zelo pogost pojav tam megla. In potem so različne živali, rastline oziroma vsi organizmi zelo sposobni pridobivati vodo ravno iz te megle, čeprav se nam zdi okolje zelo suho, je pa ta megla tisti zelo pomemben vir vode za te organizme. Za ljudi je ta megla zanimiv meteorološki pojav, za živali pa rešilna bilka. Kar nekaj raziskav je bilo narejeno na to temo tudi pri različnih organizmih. Opisali so različna vedenja, kot recimo en poseben namibski hrošč, ki pleza na vrh sipine v času megle, postavi svoj zadek v zrak in potem na svoje krila lovi to meglo, ki potem jo poliže iz telesa. Ampak to je samo ena od mnogih takšnih podobnih prilagoditev, ki jih imajo organizmi tam. Tako da ta megla dejansko suportira ekosistem. V tej meri, da je ta ekosistem in pa da je tam vrstna pestrost toliko visoka, da je vseeno toliko produktiven. Tudi recimo zaradi tega lahko v puščavah tam najdemo tudi puščavske leve, puščavske slone, antilope, noje,
ki so drugače zelo velike živali, ampak tudi te izrabljajo zelo dosti to meglo in pa roso recimo rastlinojedci, roso na različnih rastlinah. Drugače pa je megla prisotna tam, bi si mislili verjetno, sej megla pa mogoče kakšno noč je, kakšno noč ni, ampak je kar pogosta, tako da tudi, 70% noči v letu ima meglo, ne. Toda do teh podatkov ni bilo lahko priti. Terensko delo v Namibu pomeni nenehen boj s temperaturnimi ekstremi. Čez dan prek 40 stopinj, po noči skoraj ničla. Logistika je bila velik izziv. Če se ti sredi sipin pokvari senzor ali zmanjka elektrike, ni trgovine za vogalom. Zato je bilo sodelovanje z raziskovalnim inštitutom Gobabeb ključno. Od njih so se naučili, kako preživeti in delati v teh pogojih. In še nekaj. Gobabeb ni le raziskovalna postaja. Je del pokrajine, v kateri že stoletja živijo Tapnar Nama skupnosti. Morda ste kdaj slišali njihov klikajoč govor. No, njihovo znanje o vodi in preživetju v puščavi je neprecenljivo. Da pa se lahko naši raziskovalci lotijo eksperimentov, ki so si jih zastavili, je treba živali, ki jih nameravajo preučevati, najprej uloviti. Te, mimogrede, na koncu tudi vrnejo nazaj v naravo. Ana Marija Žagar, ki je zgolj za svoj doktorat ulovila prek 1000 kuščaric in je izkušena lovka teh majhnih in hitrih živalic, pripoveduje, da je bila namibska puščava poseben izziv. In pri nas v Sloveniji kar dobro poznam načine, kako uloviti skalne kuščarice, medtem ko sem prišla v Namibijo, sem se pa res spopadla z izzivom, ker so me te gekončki prehitro videli in so zbežali stran in moja zanka, ki jo ponavadi uporabljam na dolgi ribiški palici, ni delovala. Tako da smo potem skupaj nekako odkrivali, da se te gekonji zelo radi skrijejo v špranje, ki pa niso tako globoke, da jih mi ne bi mogli ven izbezati. In potem smo nekako prilagodili metodo ter se tam plazili po skalah in špranjah in jih iz špranj ven lovili v mreže. Kaj pa pajki? Pri pajkih smo imeli podoben problem, da seveda nihče od nas ni imel nekakršnih izkušenj z lovljenjem takih pajkov. To je ena vrsta pajkov, ki živi v pesku, se pravi v pesek skopljen rov, ki ga potem obda z mrežo, da je rov stabilen. In večino dneva nekako čepi na dnu tega rova in se šele po noči odpravi ven. In na začetku smo probali loviti po noči, tako da smo enostavno hodili gor pa dol po teh peščenih sipinah in gledali, kje bi lahko ubil kakšen pajk. Gre za zelo velike pajke, recimo premera 10 cm čez noge. Potem smo pa s pomočjo lokalnih raziskovalcev našli boljši način in sicer smo takoj zjutraj šli ven na sipine in našli poklopce teh rovov, torej vhod v te rove, in potem rove počasi odkopavali in s tem prišli do pajkov. Slovenski raziskovalci so pod vodstvom Ana Marije Žagar, ki je v Namibiji raziskovalno preživela leto dni, merili metabolizem in porabo vode pri izbranih živalih v različnih pogojih. Ob suhem vetru, v vlagi, vročini in to skozi različne sezone. Nas je zanimala predvsem prilagoditev teh živali na suhe razmere, torej na to, kako preživijo zelo suhe razmere. Tako da smo imeli en eksperiment, en poskus, v katerem smo jim izmerili, kako izgubljajo vodo. In potem, ker smo imeli različne lokacije, nekatere, ki so bile bliže morja, torej smo pričakovali, da bo iz teh lokacij izgubljali več vode pod suhimi razmerami, ker je tam več megle in je bolj vlažno, medtem ko bi v teh notranjih lokacijah, ki so zelo suhe, pričakovali, da imajo nekakšne prilagoditve, da se izognejo pretiranemu izsuševanju. In kaj so ugotovili? Nekaj zelo zgodnjih opažanj že lahko strnejo. Ampak iz teh eksperimentalnih delov pa smo malo že ugotovili, da se te gekonji, hrošči in pajki
tekom leta prilagajajo v tem, koliko vode izgubljajo, ki pa ni povsem v tem smislu, da bolj suho kot je manj izgubljajo vode, ampak bolj suho kot je več je izgubljajo. Tako da zdaj moramo odkrivati te mehanizme vzadaj in razkrivati, zakaj je tako, ampak že sam ta rezultat, da se tekom leta to spreminja, je v bistvu nov in pa zanimiv. S temi ugotovitvami počasi sestavljajo mozaik razumevanja tega, kako se organizmi prilagajajo na čedalje ostrejše podnebne pogoje. Čeprav raziskujemo eno majhno, mogoče se sliši vrsto, obskurno vrsto, en majhen mehanizem, ne vem karkoli, je to vseeno en doprinos temu, da razumemo, kako se prilagajajo organizmi na trenutne klimatske razmere, kar pa nas v tem projektu zanima, je pa tudi, da bi potem to povezali s tem, kako se bodo lahko ob podnebnih spremembah prilagajale. Torej, če sedaj vemo, da se lahko odzivajo že na trenutne razmere, potem lahko sklepamo in s predikcijskimi modeli razumemo bolje, kako se bodo pa tudi v prihodnosti. Ne nazadnje, če se lahko prilagodi ena majhna vrsta kuščarja, je možno, da podobni mehanizmi obstajajo tudi v telesu drugih organizmov, saj smo vsi nekako v sorodu. Nekatere vrste imajo dovolj fizioloških rezerv, da se prilagodijo. Druge bodo podnebne spremembe pahnile v nemilost. Njihove raziskave bodo tako tudi pomagale napovedati, katere vrste potrebujejo še prav posebno zaščito. V Gobabebu se dan konča s tišino. Trpka in suha puščavska vročina, zaradi katere ti popukajo žilice v nosu in koža na obrazu, se umakne in sipine potemnijo. Namibija je država, ki jo je Ana Marija Žagar, največja slovenska strokovnjakinja za kuščarice, obiskala že 7. in v tem času ji je zlezla pod kožo. Namibija je posebna zaradi svoje pestrosti res različnih geoloških in ekosistemov, geoloških pojavov in pa ekosistemov in svoje narave. Hkrati pa je kar nekako malo evropska, saj je zelo dosti še bivših, predvsem Nemcev, tistih, ki so lastniki velike večine ozemlja in tudi prisotni kot prebivalci sedaj Namibijci, in je zaradi tega infrastruktura v državi, poleg tega, da so se Namibijci osamosvojili in vlagajo sami preko dohodkov iz turizma, veliko v infrastrukturo, zelo dobra, tako da so recimo cestne povezave asfaltirane in zelo dobre, imajo mesta, imajo razne supermarkete, tudi Spar, kar si marsikdo ne bi predstavljal. Tako da Namibija je pa hkrati tudi zelo kulturno, zelo raznolika in z tega vidika tudi ful zanimiva. Tako da, težko jo opišem, ampak zelo zanimiva in prijetna država. Ste dobili kakšno novo navado zaradi tega bivanja? Recimo so vas Namibijci navdušili zakaj, v zvezi s čimerkoli, ne vem, zelo širok diapazon od hrane do oblačenja, ne vem, do česarkoli. Malo počasneje hodim, pa zelo rada imam meso na žaru. Ja, v bistvu zato, ker je zelo puščavsko, je tudi nekako v njihovi navadi, predvsem mesna prehrana, zelo veliko mesa, zelo veliko divjačine pojedo. Ja. Zdaj je pred njo leto dni, da vse nabrane rezultate terenskega dela dobro preuči in poveže v zaključke, ki bodo v korist širši raziskovalni skupnosti in tudi naravi sami. Namibija sicer ni edina eksotična država, kamor odhajajo raziskovalci Nacionalnega inštituta za biologijo. Veliko pomembnih raziskav, zlasti na pajkih, izvajajo tudi na Madagaskarju. Še pripomni druga sogovornica Eva Turk, ki je svoj doktorat posvetila pajkom, zasebno pa med ljudmi preganja strah pred njimi. Kadarkoli mi kdo izrazi strah do pajkov, pač seveda se čutim dolžno, da jim razložim, da so pajki neškodljivi in da pri nas so vsi nenevarni in da so koristen del ekosistema, tudi dnevne sobe. Ekskurzija.